Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V družbi z Jezusom tokrat gostimo zelo častitljivega gosta, slovenskega duhovnika. To je kanonik in dekan stolnega kapitlja v Novem mestu, sicer pa letošnji biseromašnik, gospod monsignor France Dular. Dobrodošli in zelo smo počaščeni, da ste prišli iz Novega mesta v Maribor. No, hvala za dobrodošlico, čeprav dejansko ni lahko premagati takšno dolgo pot, pa zlasti, ker človek ne ve, kaj bo čez eno uro. Ja. Tako. Kako se sicer počutite? Letos ste biseromašnik, to je 60 let opravljate duhovniško službo. Kaj vam pomeni ta jubilej? Ta jubilej nam pomeni, da se je Bog srečal z menoj, da je mene iskal in me tudi našel. Nisem jaz našel Jezusa, ampak Jezus je našel mene in me vodil po potih, ki se danes zdijo kar čudna, včasih pa moramo reči čudovita, ker je to Božje delo. Čudno je človeško, čudovito je pa Božje. Iz vašega domačega kraja, iz Cegelnice. Cegelnica. Cegelnice. Ja. To je v župniji Prečna pri Novem mestu. Župnija Prečna pri Novem mestu. Ja. Vendar sem se bolj zadrževal v Novem mestu, v stolnici, kot pa v domači župniji. Iz preprostih razlogov, ker smo imeli pot do domače farne cerkve skozi gozd, ker so imeli vojaki svoje taborišča in smo zato rajši šli po malo daljši poti in se bolj oprijeli kapitlu v Novem mestu, pa tudi frančiškanske cerkve. Tako da teh duhovnih milosti je Bog nudil na različne načine. In tam prav na kapitlju v Novem mestu naj bi nekako dozoreval vaš duhovniški poklic, ne? Ja, se je začel in potem nadaljeval in kolikor lahko rečemo dozoreval. Postal sem ministrant v 4. razredu osnovne šole in tam je bila praksa, da je vsak duhovnik imel svojega ministranta in kadar je on maševal, je tudi tisti ministrant prišel in bil vsaj ta prvi, če ne kaj več. Zanimivo, ja. In tam sem se srečal tudi s to veliko problematiko, ko so hoteli zažgati in so zažgali škofa Vovka in sem bil navzoč tam v Novem mestu, ko je škof prišel iz Ljubljane in stopil iz vagona in so ga potem napadli in potem je zgodba zase zanimiva. Bova se tega dotaknila morda v nadaljevanju. Morda za začetek nam malo povejte pravzaprav o vaših koreninah, kako ste živeli v vaši družini, koliko vas je bilo. Vemo, da je vaša družina bila v času vojne zelo preizkušena tudi, ne? Ja, naša družina je bila med seboj povezana, to je postavljeno v ospredje. Radi smo se imeli med seboj in to se je videlo, da smo skupaj molili in tudi skupaj jedli, kar se mi danes zdi skoraj na drugačen način kmetovanja, kar nemogoče, kako je vedno veljalo ob 7. zajtrk, vsa družina in šolari in seveda s tem zajtrkom in kakor potem večerja povezano z molitvijo in čutili smo, da smo drug ob drugem. Koliko vas je bilo v družini? Koliko otrok? V družini je bilo 9 otrok, eden je bil v prezgodnjem rojstvu, sicer pa so 3 majhni bratci mi umrli. Moj starejši brat je doma bil gospodar potem in neposredno povezan tudi z mojim poklicem. Potem še 3 sestre in vsi smo bili kot ena družina. Se je vedelo, čigavi smo in se je tudi vedelo, kam gremo, če gremo proti mestu, da gremo v cerkev.
če gremo ne vem kam na železniško postajo, da gremo nekam drugam. Posebej je zanimivo to, da je oče bil zelo preizkušen v skrbi za svojo družino in danes, ko razmišljam in gledam stvari z drugačnimi očmi, kakor sem jih takrat, lahko ugotavljam, da je oče bil, mi po dolenjsko rečemo dec, ne? Možakar. Kar je on rekel, smo vsi prisluhnili, je to držalo, brez kakšnih pomislekov in prepirov ali kakorkoli. In kakor vsak večer on pokleknil za rožni venec, tako smo naredili tudi drugi. Imeli ste pa tudi, poleg vaše mame, ki je tudi bila globoko verna, nekoliko sem zasledil teto, očetovo sestro, ki vas je tudi zelo spodbujala v veri, ne? Tako, to je bila doma kot teta, ne? Neporočena in je tudi veliko pomenila za delo na kmetiji in naše medsebojne povezavi. Čeprav odločitve so bile pa vedno na očetovi strani, zlasti, kadar je šlo za kakšno pomembno stvar. Vaš najstarejši brat, mislim, da je bil Ivan, ne? Ivan. Potem še pa en vmes in na koncu zadnji vaš najmlajši Marjanček. Marjanček, ja. Kaj se je z njim zgodilo, s tem mlajšim? Po noči so partizani udarili v hišo in v hlev navezali živino. Z eno kravo je pa niso mogli odjazli, odpeti to verigo. So pa rekli, daj štrik, ne. In oče je v tistem trenutku razpoznal, kaj pravzaprav hočejo in je rekel, ja, grem iskat. Pa se je skril in jim ušel in ga niso dobili, čeprav so ga celo noč iskali, pa mamo maltretirali, kam ga je, kje je. Ona je pa samo ponavljala, moža mi vrnite, potem se pa pogovarjamo naprej. In potem ni po noči spal doma, ampak je šel navadno spat v Novo mesto. Kaj pa vaš najmlajši brat Marjanček, kaj se je z njim zgodilo? Ene tiste noči je bil, si lahko predstavljate, prebojeni otroci, strah, krik in vik, jok mame. In zlasti, ko se je oče skril, pa tudi ona ni vedela, da se je skril, ne. Je potem zjutraj so našli mrtvega. Jaz se tega spomnim predvsem, da je na hrbtu ležal v tisti zivki, pa takole roke imel. To je moj spomin na tega najmlajšega bratca. Najstarejši Ivan je bil pa gimnazic in so jih hoteli partizani odpeljati, so pa domobranci prišli in je šel z domobranci. In potem je bila njegova pot, kakor mnogih drugih. Vi ste zelo hitro potem odšli od doma, ko ste opravili osnovno šolo, potem pa v gimnazijo v Pazin, ne? Ja, to sem bil prvi iz ljubljanske škofije. 15-letni ste bili Franci, ne? In bili ste za državo že takrat moteč element. Rekli so zaradi negativnega vpliva. Ja. Bil sem povezan, kot sem na začetku povedal, kot ministrant in sem bil proštov ministrant. In tako sem prihajal seveda vsak dan tako rekoč k maši in v razredu so bili sošolci več ali manj verni in glede odnosa z njimi nisem imel težav. Pač pa so oni čutili, da me maltretirajo, da hočejo na vsak način mi narediti negativnega učenca. In zato so me niso sprejeli v mladinsko organizacijo. Nisem bil Titov mladinec, ampak so imeli
1 uro med tednom srečanje. In kaj je zame bilo lepšega kot 1 uro, kot drugi prej je to domov iz šole. Na to sploh nisem nekako reagiral, da je to neko zlonamerno delovanje. In me je ravnateljica vabila na pogovor in tam sem bil kar malo preveč predrzen. Smo pri verouku to temo odgovarjali, kar človek vidi, to je, česar ne vidi, pa pravijo drugi, da tega ni. In je ravnateljica rekla, kako moraš biti tako nespameten, verovati v nekoga, ki ga še noben videl ni. Jaz sem pa kar rekel, ja, vi tudi še niste videli svoje pameti. To so ti tam gor. To pa je bilo preveč, tako da so vam potem prepovedali celo nadaljevanje šolanja kjerkoli v Sloveniji, ne? Ja, ja. No, zato ste odšli v Pazin ali kako? Zato. Potem sem bil, je bilo nekaj, 14 dni, 3 tedne je bil mir, pa je ravnateljica na začetku šole čakala na pragu in ko sem prišel, pa je rekla, na, to je pa zate, bo že doma prebral. Pa je dala kuverto in sem odnesel na kapitel k župniku, k proštu pokazati in je tam on prebral učenec ta in ta zaradi negativnega vpliva po tem in tem zakonu, ne vem kakšnih cifre so bile tam napisane, izključeni vseh slovenskih šol. Pa se mi tudi takrat ni zdelo tisti trenutek nič kaj posebnega, saj pač so nas zaničevali in tako. Ampak, ko se je potem bilo vprašanje, kaj z nadaljnjim šolanjem, je prošt Štrukelj šel k nadškofu Vovku, takrat še ni bil nadškof, je bil škof Vovku, in to pokazal. In potem ste se ona dva dogovorila, ali kako. Škof je šel v naslednjih dnevih v Pazin osebno, škof Vovk, prositi, če bi sprejel tudi njegove dijake v semenišče. In škof Vovk je torej dosegel, da so tam v Pazinu izrekli dobrodošlico. Tudi vam? Tudi meni. In jaz sem bil prvi iz ljubljanske škofije. Pa posebej je bilo zanimivo to, da je bil položaj pravzaprav, jaz sem prišel tam z ruščino, šol sem imel pa že latinščino, pa francoščino, pa to. In seveda vse hrvaško. In sem pisal v proštu, da je položaj nemogoč, da sem malodušen. Pa dobim odgovor nazaj, napisal si besedo malodušen, nimaš razloga za to. Bodi pogumen, tako v tem smislu. In ste vztrajali potem? In ne samo to, ampak čez par dni me zaustavi ravnatelj semenišča Milanović, znani istrski zavedni slovenski duhovnik, pa Dular, ko je taj, Dular, ko je taj, in ko sem dobro še, jaz sem Dular. Pa eto, tvoj biskup mi pisal in zamolijo, da tebi in drugim, koji će doći u školu iz Slovenije, pomognete. In takrat sem dobil inštruktorje in je kar redni profesor za latinščino, imel inštrukcijo za latinščino, redni za francoščino. Tudi inštrukcije. Inštrukcije. Seveda so se tudi profesori trudili, da se jih čim prej rešijo. In so pomagali. In potem je velikokrat bil tako očiten, naravnost očiten Božji blagoslov. Če povem samo eno anekdoto, resničnost. Prosim. Jaz sem čebelar, od otroštva. In bili smo v zadnji gimnaziji
in trepetali pred maturo, kako bo. In ko bi ravno moral biti na vrsti, ki je spraševal po abecedi, po redovalnici, pa se odpro vrata učilnice in zakliče podravnatelj bogoslovja, dr. Božo Jelovac, dolar dođi roj. Roj. Čebele so rojile, ne? In seveda jaz sem skočil po konc, profesor je pa kričal, počekaj, sad ćeš biti pitan. Jaz sem bil pa seveda, kolikor je bilo še vprašanje, ali bom prišel na maturo ali ne, tudi s pomočjo tega roja čebel lahko nadaljeval šolo. Lepo, zanimivo. Božja previdnost. Koliko let ste preživeli v Pazinu? 4 leta. 4 leta. Potem ste prišli v bogoslovje v Ljubljano? Bogoslovje, ja, v Ljubljano. Ja. Torej, tu ste zaključili teološko fakulteto. Tako. In potem je prišel vaš najsrečnejši dan? Ja, to je pa zares, nič mi ni bilo lepšega in pomembnejšega kot to, vse sile usmeriti v to, da bi naredil maturo in bogoslovje, da bi postal lahko duhovnik. To tudi zaradi tega, ker sem imel zgled v dobrih duhovnikih, potem zgled duhovnikih mučencev, prav iz Prečne. V Prečni so umorili prav župnika, menda, ne? Ja, prav župnika. In v Novem mestu potem še Franca Keka, ki je bil pa katehet v Novem mestu. In bil katehet tudi 1 leto mojemu bratu, starejšemu. No, poleg tega mi je pogumljalo tudi to, da smo v daljnem sorodstvu imeli duhovnika in to je Alojzij Turk, poznejši beograjski nadškof. V njem smo zmeraj videli en takšen ideal, ker kadar je domov prišel, je šel tudi navadno marševal in pridigal in smo občudovali njegove govore. Torej ti čudoviti vzgledi duhovnikov so tudi vas držali nekako? In se tako živo spomnim enega govora, ki je napaljeval nas k razmišljanju, naj v stiski molimo in prosimo Boga za pomoč. In je izrekel stavek, kdor moliti ne zna, naj se na morje ne poda. In to do današnjega dne spremlja. In je 35 let potem, ko je on imel novo mašo, je Bog meni dal to milost, da sem postal duhovnik. In on je pridigal na vaši novi maši, ne? Ja, pridigal je na novi maši in smo bili skozi povezavi. Tudi sem bil povabljen na njegovo škofovsko posvečenje v Beograd. No, in tako je hrepenenje po duhovništvu bilo zelo navzoče, tudi zaradi tega, ker moja mama in teta in se tudi otroci smo molili za nove poklice. Sporedno smo pa imeli pa tudi zglede iz sosednjih župnij in tako, da se je ta zavest krepila. Posebej bila pa okrepljena takrat, ko je zgodilo te hude stvari z škofom Volkom. Česa se vi spomnite iz tega dogodka, ko ste zagledali škofa? Ja, iz tistega dogodka se spomnim prvo to, da sem bil že vnaprej pripravljen, da gremo v Stopiče in da bom jaz spremljal Prošta Štrukla in mu pomagal nesti njegove insignije za to. In da bo to zapravljivčki prišli za slovesnost, ne? Za slovesnost in jih pripeljali. In že ko sva šla s Proštom proti postaji, so enih par tistih se norčevalo nekaj in je Prošt rekel, gotovo nekaj narobe. No in ko so prišli, sem šel takoj k tem zapravljivčkom, da bi tisti kovček oddal, da ga ne bom jaz nosil. Pa so tisti priskočili, pa kaj ste prišli?
Pa so rekli po škofa ne bo, poberite se in tako. In oba kmeta vsak svojim zapravljičkom sta obrnila in odšla. Vidva sta ostala na postaji potem? Nista ostala na postaji, sta obrnila na postaji in ko sem stekel povedati prošto, da sta odšli, prav, otec si zanima, naj počakata. Seveda konjski tek je bil hiter in jih nisem ujel. In sem prišel nazaj in ker sem tam v sosedstvu doma, mi je kot otroku bilo poznano vsak kotiček v železniški postaji in v garderobi in tako. In ko je vlak prihajal, je bilo na peronu kar precej ljudi, ampak čisto mirno, nič posebnega. Potem, ko je vlak ustavil in škof stopil dol iz vlaka, so pa skočili in ga obstopili. In potem prošta sem pa že prej peljal v stransko čakalnico, da je tam čakal, kaj bo, in ker so z škofom, ki ga še danes vidim kot moža visoke postave in odločnega pogleda, se ni nič z njimi prerekel, samo pogledal enega in drugega in so ga začeli pehati nazaj na vlak. In medtem sem še videl, kako je eden z palico takšno, mi rečemo krivačko, takšno, ga po hrbtu udaril, kot se živina poganja. In potlej so ga do enih popoldne tam držali in zasramovali. Zgodilo se pa to, vlak je prišel okrog 9. ure. In vse čas. Vendar podoba škofa Vovka mi je bila in mi je še vedno pred očmi, ko je umrl prejšnji prost Čerin, ki je bil pred Štruklom, je prišel ga pokopavati. In se ga živo spomnim, kako je rožni venec držal v rokah, velik rožni venec, in na glas molil rožni venec od cerkve na kapitlu do pokopališke cerkve. In kot ministrant sem bil zraven in sem tako spremljal vsako zdravo Marijo, pa z vsako, ki za nas krvavi pot potil in tako naprej. Takrat sem pravzaprav videl v tem človeku nekoga, ki veruje, ki moli, ki Boga slavi. Sicer pa, kot ste rekli, bil je odločnega pogleda, ampak on je tudi, kolikor sem slišal, rohnev, ko je govoril, ko je pridigal. Tako, da smo rekli, da so šipe pokale, pretiravno rečeno. Bil je silen govornik, tudi tako stilistično, se kot otrok spomnim, tako lepo povezano, da je včasih celo kar malo smešno izpadlo. Naprimer, faraon je poslal svojo deklo, ali Mojzes je poslal svojo deklo torej faraon po otroka, ker tam v zibki joka, in je dekla ga pripeljala na breg in ko ga je žensko videl, pravi, in to je deček moškega spola. Se rima nekako tako, v takšnem smislu. Gotovo je v nebesih velik svetnik. Tudi oče Špelič, pokojni stigmatik, videc Kureščka, je v videnju dobil na novi cerkvi, ki bo zgrajena na Kureščku Svete Trojice, na enem vogalu nadškofa Vovka, ki je poleg Barage in Slomška med svetniki, tako je bilo njemu pokazano že takrat. Sicer pa tako teče postopek za njegovo beatifikacijo. Gospod Dular, kako se pa spominjate potem vaše nove maše?
Ja, moje nove maše se spominjam predvsem z vidika pripravljenosti, da bi jo čim bolj doživel. Moj, kako bi rekel, duhovni voditelj je bil spiritual Jože Veselnjak. Drugač pa Zelo znani spiritual, ne? Ja, kot bogoslovec mi blizu pa moj rojak Martin Springer, ki je znan kot veliki ekonom, ki je zidal teološko fakulteto, samostan v Sori, in kjer se je kaj delalo, je zmeraj kot škof sodeloval. In Že po 5. letniku ste bili posvečeni, ne? po 5. letniku sem bil posvečen in takrat sem bil najprej poslan na Škofeljco. Škof mi je posebej naročil, poleg dekreta, da si zdaj duhovnik in duhovni pomočnik in kaplan v Šmarju Sap, te obvežem, da začneš z veroukom in z nedeljsko mašo na Škofeljci. In tam je na bližini cerkev Svete Lucije, mislim, in smo tam začeli se zbirati. In to je bil začetek in zametek za novo župnijo Škofljica. Potem za menoj je prišel Marko Lestik, ki je tudi svoje vrste mučenec, in za njim še Martin Springer, potem pa Peter Kvaternik. Ampak vi ste pa kasneje vendarle ustanovili eno novo župnijo, ne? Ja. Ob dekretu za Brezovico mi je škof Pogačnik naročil: "Glej, tvoja prva naloga je zdaj, da organiziraš stvari in ustanoviš v Notranjih Goricah samostojno župnijo." Pa sem rekel, prav rad se bom trudil, samo a bom potem jaz tam prvi župnik, ne? Ki ste bili že na Brezovici? Ki sem bil na Brezovici že. Pa je rekel, ne, tega pa ne zagotavljam. In sem vztrajal, tisti, ki bo prvi župnik, naj zdaj zida cerkev, bo narejena tako, kakor bo za ta čas njemu odgovarjala. Ne pa, če bi jaz to zidal, bi zidal po svoje. In nasledniku, ali bi bilo to všeč ali ne, vprašanje. In na svetu, na duhovniškem svetu je dal škof Pogačnik glasovanje, ali so za ustanovitev župnije takoj, ali naj se najprej župnišče uredi. In so dobo podporo, da je najprej župnišče, ta čas pa naj priskrbimo stanovanje za novega župnika. In tako je prišel stanovati najprej na Brezovcu, oziroma tako da je potem nova župnija vendarle uspela, ne? Ja, tako. Ja. Vi ste potem kot kaplan bili poslani za 3 leta v Dolenjske Toplice, 6 let pa ste potem župnikovali v Čatežu ob Savi, pa v Brezovici, kot sva že omenila, pri Ljubljani, in potem kar več let še v Železnikih, ne? Ja, zdaj se opravičujem za letnice, sem slab matematik. Nič hudega. Če bi zdaj začel seštevati, torej prvo leto je bila Škofeljca, pa Šmarje Sap. Potem pa 3 leta kaplan v Dolenjskih Toplicah, kamor sem težko šel, ker je sosedna župnija moje rojstne župnije, vendar ko sem potarnal prošto Štruklu, pa je rekel, kar je škof pisal, vzemi za sveto. In se nisem upiral in mi je bilo lepo. Ogromno verouka, veliko teh cerkva, kjer so bile nedeljske maše in tako. In potem po 3 letih mi je pa spet škof Pogačnik rekel, zdaj pa si pripravite lonce in vse, kar je potrebno, boste postal samostojni župnik. In najprej je bila menjena druga župnija, večja, in mi je bilo kar strah, vendar potem je prešlo tako,
po teh osebnih njihovih dogovorih, da so me poslali na Brezovico za župnika, ampak tam sem bil 15 let. 15 let. Ja, Kaj pa v Železnikih potem? v Železnikih pa 13. 13. Ja, Za vas je značilno, tudi vaš izrek je zelo znan, namreč, da je upoštevanje predstojnikove volje ja, za podrejenega prinaša 100-odstotne sadove. tako. To ste vi spoznali. To sem spoznal in sem skušal tega tudi držati. Kajti zelo lahko je nekaj prekritizirati, pa uveljavljati svoje volje in svoje mnenje. To pa, kar škof reče, je treba upoštevati. In posebej mi je ostalo v spominu izrek nadškofa Pogačnika, takrat je bil šele generalni vikar še. In ko sem prišel, me je povabil in sem prišel tja, pa je rekel: "O, blagor vam, gospod, ki ste mladi." Ja, blagor vam, ki ste doživeli toliko let. Pravi, leta so Božji blagoslov, če jih sprejmeš tako, kakor Bog hoče. In zanimivo je, na vseh teh župnijah, kjer sem deloval, sem našel pripravljenost, da se je dalo delati. Da ni bilo nekih takšnih težav, ko bi ne šlo, se ne dalo. Kar je škof naročil, je treba upoštevati in uveljaviti njegovo voljo. Lepo. Koliko let ste bili v Železnikih, župniji Železniki? 13 let. 13 let. Tam ste soupravljali tudi Dražgoše Dražgoše in Zalilok. in Zalilok. Ja. Ja, to je bil izziv. Izziv zame, tudi za tisto, kar smo prej rekli, za pokorščino, ker iz majhne župnije Čatež ob Savi so me torej prestavili na Brezovico. Brez da bi prej kaj spraševali, ali bi šel, ali bi hotel, ali kaj. Ampak samo sta škof Lenič in Lešnik, če se ga spomnite še, stolni kanonik, sta prišla, da naj tole podpišem. Prosim, ja, kaj pa? Pa je tam pisalo: odpovedujem se župniji Čatež ob Savi. Torej, odpoved se je bilo treba dati, ker sem bil že pravi župnik. Da so vas potem lahko premestili drugam. Ja, in sem šel, čeprav sem takoj naletel na gotove težave, ampak ne takšne, da bi bile usmerjene proti cerkvi, ampak največkrat izvor kakšnih osebne empatije ali pa tako raznih pomislekov. In Dražgoše so ena izmed župnij, ki je bila do nedavnega vzor vernosti. Zdaj imajo težave, ker je premalo duhovnikov, nimajo vsake nedelje maše. V tistem mojem času, ko sem bil tam župnik, je bilo pa od 300 vernikov, koliko jih je župnija zmogla, 170 do 200 pri nedeljski maši. In prejšnji župnik pred vami, vaš predhodnik tam, je gradil na novo to cerkev ali kako? Ne, župnijsko. Ja, to je pa neposredni prednik moj, ko je 42. leta bila požgana in porušena vas, je potem prevzel župnijo takrat Max Odsepek v Železnikih in se je zavzel, da bo postavil na novo cerkev. Pa so še tisto, kar je bilo po koncu, še tisto šli zrušiti nasprotniki. Vendar moj prednik je bil tako vztrajen in odločen,
da se je bil pripravljen spoprijeti tudi z največjimi nasprotniki cerkve in gradnje cerkve. Tako da so gotovi momenti občudovanja vredni. Kaj ste spoznali v Dražgošah med tistimi domačini? Kako oni sprejemajo sedaj to vsakoletno slavje starega partizanskega komunističnega režima, glede na to, da dejstva so pa bila drugačna, kot se prikazujejo? Ja, stanje v Dražgošah je bilo sicer nekoliko liberalno usmerjeno, nasplošno, ker so dobili učitelja, ki je bil socialist. In začelo se je pa tako, da so partizani obkolili tisto področje in so z vrha dol streljali proti vasi Rudno in tam zadeli enega nemškega vojaka. Zdaj so pa na juriš Nemci gor se zagnali in tako rekoč pokončali so vas, kolikor jim ni uspelo jih uideti. Takrat so trpeli še in še. Vsi domovi razrušeni. Od cele vasi je ostala samo ena, ne vem, če veste, kaj je to, Ševnica. Ne. Sušilnica za sadje. So bile posebej takšne spletene, da so tam v jeseni sadje sušili. Samo tista je ostala, vse druge je bilo porušeno. Kamen na kamnu ni stal. Tudi cerkev, tudi oltarje, ki so dragocenost, so sicer po prizadevanju nemškega duhovnika, ki je postal upravitelj v Stari Loki, rešili v muzej. Tako da še zdaj obstajajo, so v muzeju. In ta moj prednik je bil pa močno voljo. Je vztrajal in ljudi znal navduševati in ljudje so sodelovali in naravnost goreli za novo cerkev. Ko se je pripravljal škof Volk, da bo prišel gor birmat, so celo noč stražili, da se mu ne bi kaj zgodilo. Strogo so prepovedali postavljati kakšne mlaje. Pa sta dva fanta zvečer splezala na smreko, ki je blizu rasla, pa sta od zgoraj dol začela veje žagati, pa ljubje stran odstranjevati in zjutraj je stal mlaj. In seveda so ponoreli. In ta dva, kdo je to naredil, jih je oblast tudi kaznovala, zaprla in tako. Je pa takrat bila ta težava, to je morda prav, da se ve, strašna prepoved tudi zbiranja kakšnega denarja ali kakšnega posojila za takšne stvari. On je pa znal to tako uravnavati, da je vsak človek, ki je prinesel kakšen denar, podpisal, da to namenja cerkvi da kot posojilo. Aha, kot posojilo. Ja, kot posojilo. In je vztrajal in postavil čudovito cerkvico. Potem smo še nekoliko popravljali zvonik, ker ni bil čist po Plečnikovem smislu. In tako imajo danes lepotico. Lepotico? Ja. Vi ste v župniji Železniki ustanovili tudi enega od 2 vrtcev. To je tudi vaša posebnost, ne? Tudi, ja. Kako to? Kako to? Ko sem prišel v Železnike, je tam bil že kaplan Blaž Gregorc. In mi je takoj predočil, kakšna je situacija, da je dolina polna otrok, nimajo pa varstva. In je tudi on me navduševal, zlasti pa oblastniki v Škofji Loki, ki so bili verno naravnani, so podprli to idejo, da se da soglasje za gradnjo vrtca oziroma ustanovitev vrtca, in se je postopek začel in se tudi uspešno nadaljeval. In potem je pod tem paragrafom oziroma pod tem
smernicami bili ustanovljeni vrtci še v mnogih drugih župnijah. Lepo, lepo. Kje ste še ustanovili drugi vrtec? Na Otočcu. Na Otočcu potem tudi. Na Otočcu, ker tudi prav zdaj neke dneve so me prišli pozdraviti. Lepo. Ja. Ko ste prej omenjali, da ste čebelar tudi, ne? Sem se zdaj spomnil, da ste kar nekaj let preživeli tudi v cistercijanski opatiji v Stični kot menih, ne? Ja. In tam ustanovili celo podjetje Sitik. Sitik, Ja. ki je izdajalo kaj? Ašičeve čaje, predvsem. To je bilo torej vaše delo, vi ste začetnik. Čist, ja. In še druge stvari smo priključili zraven, ker takrat so še imeli nekaj govedoreje, pa tudi govedoreje, tudi torej svinje za zakol in krave mlekarce. In so iz teh pridelkov začeli delati sir, potem pa te znane šunke, ki so potem prešle v navado, ne samo v tistem kraju, še marsikje drugje. Lepo, lepo. V župnijah pa ste tudi bili izjemno dejavni, tudi z novostmi, ne? Denimo za mladino. Ja. No, to je posebna zgodba pravzaprav. Ko sem prišel tja, sem se srečeval z tolikimi in tolikimi, ki imajo voljo, pa nimajo kakšne posebne ne izobrazbe, ne znanja. In ker sem že v Čateških Toplicah, ko sem bil župnik, sem tam ustanovil prvi župnijski pastoralni svet za naše področje. Takrat sem bil v Čateških Toplicah župnik in sem tam prvi župnijski pastoralni svet uspel po tistih, kakor smo v pastoralnem tečaju oziroma to predvidevali, kakšna naj bi bila nova oblika pastorale. In takrat je nadškof Pogačnik napisal pastirsko pismo, mislim, da je bilo to 69. leta ali 70. O pomembnosti ustanavljanja župnijskih pastoralnih svetov, ker je znal postaviti v ospredje. To je zdaj enkratna priložnost, kakor je bilo zdaj prepovedano zbiranje vernikov med seboj, tako se zdaj lahko tudi uradno srečujejo člani župnijskih sodelavcev. S kakšnim namenom ste vi ustanovili prvi župnijski pastoralni svet? Kaj ste želeli s tem doseči v župniji? Povezati starše, ki so bili v bistvu verni. To je bila verna župnija, kmečka župnija, in sem jih skušal povezovati z sestanki za starše, potem je pa takrat to pastirsko pismo prišlo ven in sem vse nekako usmeril na podlagi tega pisma in sam ne bi znal tako dopovedati, kako je to potrebno, kot je nadškof znal povedati. In naredil sem pa to napako, ki je prav, da se tudi ve. Predlagano je bilo, naj bodo volitve čisto speljane tako po volilnih načelih. Kandidate poiskati, potem pa narediti listo teh kandidatov, listo teh kandidatov in tako. Sem to naredil, ampak neuspeh. Zakaj? So bile potem volitve in je ena lista dobila več, druga pa manj. In tisti, ki niso dobili glasov, so kar odstopili, so se kar odmaknili. So bili kar ne oni, ki so zvoljeni. Potem sem postavil na čelo vsi člani župnijskih pastoralnih svetov in vsi, ki ste krščeni in bili pri Birmi in odgovarjate zakonom cerkvenega prava, ste povabljeni, ste kandidati. In potem je iz množice teh imen, ni bilo težko mi izbrati, s pomočjo še 2-3 zaupnih,
kateri bi bili bolj primerni. In tako se je potem začelo to javno uresničevanje župnijskih pastoralnih svetov. Ja, vi ste tudi kasneje postali škofijski voditelj župnijskih pastoralnih svetov, ne? Ja, celo nekaj časa slovenski. Smo se povezali z Štajersko. Na moče celotne slovenske cerkve na Slovenskem. Ja. In smo skupaj izdajali za vsak mesec zveščič, brošuro z materialom za obdelovanje na sejah. Kaj pa vaši liturgični zvezki kot pastoralna spodbuda mladim in družinam? Od kraja je bilo to navdušenje veliko, ker je že v naravi otrok, če nekaj dobi, nekaj je nekaj dobu. Zdaj pa seveda ni več takšen obilici ponudb, ki jih imajo otroci, takšno hrepenenje po eni podobci ali nekaj sličnemu. Zato je bilo treba preoblikovati in so tudi jih preoblikovali, kar jaz nimam. Smo se pa povezali z Mariborom in z Koprom, takrat vse 3 župnije, škofije, in smo imeli skupne sestanke, duhovniki iz te župnije, iz te, in potem je zelo podprl to škof Andrej Glavan, ki se je vseh teh sej tudi udeleževal. Gospod Duler, skrbeli ste tudi za pastoralo Romov. To je tudi bilo nekaj novega v vašem služenju duhovniškem. Koliko vam je danes poznana ta problematika, romska problematika? V zadnjem času imamo ravno te težave v Sloveniji. Romska problematika je težka stvar. Težka zaradi tega, ne ker Romi ne bi bili sprejemljivi za kaj božjega, ampak že iz otroštva se spomnim, kadar je bilo pa kaj govora o ciganom, to so pa cigani, to pa, ali če si koga hotel kaj ozmerjati, smo kot cigan. In tako da je ta odnos vernih velikokrat bil neprimeren ali vsaj na šibkih nogah, če se samo išče nekatere. Naj povežem še za prejšnjo problematiko glede zakonskih parov. Pri ciganih sem opazil, kako so povezani med seboj, kako znajo drug drugemu pomagati, in se mi je zdelo to kot ideja, da bi z njimi lahko tudi pristopil z neko drugačno obliko sicer, ampak v pripravi na zakon. V Črmušnicah, kamor sem hodil, kjer so bili Romi in odkoder je tudi prvi Rom, duhovnik Mitja Bulič. Je to tudi plod vaših prizadevanj? Kajti vi ste bili znani po tem, da ste pri svojem delu znali prepoznavati, nekako tudi pravilno spodbujati mlade fante in dekleta, da so se odločali za pot za Gospodom v redovništvo, duhovništvo. Včasih je tako malo potrebno. Pogledajte, kako je pot do Romov mi odprl. Tako da so končno je prišel nadškof Pogačnik birmat posebej Rome. Takšne doraščajoče fante za vojakom. No, videl sem to potrebo medsebojno povezovanja teh mladih ljudi. In tudi, koliko je volje, če nekdo hoče. In recimo pot do ciganov sem dobil preprosto, ko sem se pripeljal gor z mopedom, so se razkropili, razbežali, misleč, da je policaj ali kaj vem kaj. In enkrat je pa en cigan imel par konj, črnih, lepih konj. In ker smo doma tudi imeli konje, sem začel občutovati te konje. Ker tam pride gospodar iz gostilne, ki je bila tam, pa mu pohvalim, kako ima
lepe konje, da je gotovo tudi on dober, da skrbi dobro za konje in to. In naslednjič, ko je bil, pa sem omenil, da ni jih verouko, zdaj imam verouko vaših, pa ni. Ne. Prihodnič so prišli vsi. Poglejte. In eden izmed je stric od tega duhovnika Mitja, ko smo šli gor v župnišče po stopnicah, no, kar naprej. Pa se kar eden zaustavi, jaz ne grem. Ne. Pa se mi je takrat, bom rekel, Bog dal moči, da sem ga prijel, pa cukno, ki se je za ograjo držal, in ga nesel gor po stopnicah, in so bila vrata ravno odprta in sem ga vrgel noter. In potem je cel čas galo, kaj bojo zdaj. Kakva bo reakcija, ne? Ja. In celo uro tisto uro je tam ždel kot v zadnji klopi, se odmaknil in v smislu, kaj razmišlja, kako se bo maščeval morda. Je bilo pa ravno obratno, so prišli in sem potem zvedel, so pripovedovali, zakaj so prišli, da je bil kaplan tako močan, da je tega Tonija prijel in ga vrgel v razred. Čisto takšna banalna stvar. No, in ob uvedevanju, da mladi ljudje iščejo skupnost, sem imel celo vrsto neporočenih, samo civilno poročenih po teh župnijah oziroma po teh podružnih cerkvah, in sem jih začel pripravljati. En večer sem poročil 6 parov. Kako? Vsi so bili ali prekmurskega izvora ali pa romskega. Vi ste jim pripravljali celo neki predzakonski tečaj, ne? Neko pripravo? Ja. In sem prvi tečaj kot tečaj za zakonce je bil že v Čateških Toplicah. No, potem sem pa pozneje skušal poglobiti tako, da sem 2 fanta in dekle, ki sta se rada videla med seboj, vabil še posebej intenzivno k mladinskemu verouku, k srečanjem in se je nekaterih prijelo. In tako sem potem postavil nekako željo, če že ne pravilo, da pridno se poročita, greste na duhovne vaje. Tudi to, lepo. In sem tako, da sem šel z njima, ona 2 sta zbrala Božjo besedo, ki jo želite pri poroki slišati. In sem šel za 2 dneva z njima na duhovne vaje. Smo imeli kar rezervirano na Brezjah, tam pri sestrah. In to so bili najbolj čudoviti časi, ko sem lahko videl to pravo rast medsebojne ljubezni in resno pripravo na zakon. To je bilo nekaj čudovitega. Kako pa v današnjem času doživljate vse te težave, ki jih imajo partnerji, da se ne odločajo za zakon, živijo pa skupaj? Ja. To je problem demoralizacije, ki je tako v ospredju, v novejšem času pa sploh. Ne? Vendar, ko se je enkrat prebil ta let, da je bil prvi par na duhovnih vajah, pa drugi par na duhovnih vajah, sem znal povedati, kako je bilo, da nisem imel samo neka predavanja, ampak da smo se skupaj pogovarjali in tako in žrtvovali to. In potem se je to prijelo in če zdaj pridem tja, znajo povedati, da najlepše spomine imajo prav na te predzakonske in zakonske pare. Ker potem, ko sta se poročila, se je nadaljevalo v zakonski skupini. In tako so te skupine vedno bolj rasle. Čudovito. In to je zares Božji blagoslov vzbuditi pri mladih ljudeh
hrepenenje po iskanju nečesa, ki je lepše, ki ima trdne temelje. Gospod Dular, večkrat ste bili član zbora svetovalcev in drugih škofijskih in tudi medškofijskih odborov. Ste pa tudi pooblaščenec škofa, da opravljate v njegovem imenu tudi neke posebne spovedi, ki so pridržane sicer škofu. Ja, penitenciari se to osebno reče. To je preprosto tako praktično, da sem vsak dan pol ure pred mašo, potem recimo ob 7 maša in potem pa zvečer zopet pol ure pred mašo in še po maši. In na spovednici je napisano moje ime, penitenciari, in kot zanimivost, ali ne, je tole, ko me je gospodinja Betka peljala gor, bil en telefon, da išče mene. Zakaj? Da bi se radi spovedali. Ja, kdaj? Ja, zdajle, ne. Ja, zdaj smo pa na poti, se pa ne da. Pridite takrat v ponedeljek, bo gotovo doma. Ja. Veliko žrtev ste naredili danes. Morava se res ob koncu tega najnega srečanja posebej zahvaliti tudi vaši gospodinji, gospe Elizabeti, ki vas je z velikim srcem pripeljala v Maribor in tudi sama naredila to žrtev. Tudi ona ima službo. Ja, seveda. Veste, to je tako, če nekdo hoče narediti kaj dobrega, je priložnost. In ta gospodinja opravlja, bi skoraj rekel, nenadomestljivo nalogo, ker ob tej bolezni moram redno jemati zdravila. Mislim, da je 17 zdravil na določene ure. Parkinsonovo, ne? Parkinsonovo, ja. Zanimivo, da ste se vi ob vašem biseromašnem jubileju sedaj tudi tako lepo zahvalili vsem, ki sprejemajo stare in obnemogle duhovnike. Ja, dejansko je to nekaj čudovitega, če čutiš, da si sprejet. To je človeški element. Če pa se zamislimo v ta božji element, koga Bog bolj ljubi, če ne tistega, ki je v trpljenju, ki je v osamljenosti. In ta moja gospodinja se žrtvuje in skrbi, da lahko torej da lahko delujem naprej, da lahko somašujem vsak dan. In tako tudi zdaj, čeprav bi imela marsikaj za početi, me je pripeljala in poskrbela celo tudi za plastenko vode, da je bila pripravljeno za tisto uro, ko samo biti hvaležen takšni osebi je pa včasih tudi težko, ker so vmes tudi človeški elementi, vendar njej osebno vsa čast, že toliko let skrbi zame in me ohranja, pri tem naredno somašujem. Čudovito, čudovito. Po tej vaši tako dobri pomočnici želiva izreči sedaj zahvalo tudi vsem tistim, ki drugje po Sloveniji, po domovih za ostarele duhovnike, po župniščih in še kje skrbijo za... In to z veliko požrtvovalnostjo, z veliko dobre volje. Pa seveda ob tem je pa tudi pomembno, da bi bili ti sodelavci primerno nagrajeni. Da ne bi bilo treba iskati še kakšen drugega vira dohodka kot to, če nekdo skrbi za nekoga, ki je že v letih in odmogel. Nenazadnje tudi Božja beseda je jasna, delavec je vreden svojega plačila. Tako, tudi. Ja. Gospod France Dular, monsignor, koliko semena ste vsejali na Božjo nivo cerkve, da je lahko raslo Božje kraljestvo med nami? Ja.
Koliko semen je bilo vrženih v zemljo, ve samo Bog. In Bog tudi ve, komu je bilo bolj potrebno, da je to seme krepil in da je skalilo in zraslo. Zlasti je občudovanja vredno to, da so nekateri tudi po župnijah pripravljeni svojemu duhovniku pomagati, da lahko opravlja svojo nalogo. Glede, brez nje bi danes ne bilo tukaj, potem ne bi vsak dan bil v spovednici in skoraj ni dneva, da ne bi bilo nikogar k spovedi. Torej, sedaj ste še aktiven molivec in tudi spovednik, ne? No, vse, kar je Božji dar in dar dobrih ljudi. Bog dela po ljudeh. Vaše novomašno geslo je zelo znamenito. Molite, bratje, da bi vam Božji kruh delile svete roke. Ja. To je bil, nekako bi lahko rekli, načrt za vse vaše duhovniško obdobje do danes, ne? Vsekakor, in kadar se spomnim vsega tega lepega, kar sem doživel, da me je takrat na dan nove maše moja mama poljubila, ker se niso kar tako poljubljali med seboj, ampak to je bilo nekaj posebnega. Potem toliko raznih molivcev in razni zgledi preko mučencev, duhovnikov in drugih ljudi. In ne znamo biti dovolj hvaležni za vse te dobrine in je prav, da drugega podpiramo, da ne rečem nikoli samo, dragi Bog, meni pomagaj. Ampak rečem reči, dragi Bog, pomagaj temu bratu, tej sestri, pa tudi meni daj kakšno drobtinco. Lepo. Ja, Božji kruh naj delijo svete roke. In to sem pa v to geslo postal prepričan, ko sem videl tolike odlične duhovnike in tudi občudovanja vredne laike, ki so žrtvovali za to dobro stvar. Pomagati nekomu, da lahko nekaj naredi, je to nekaj velikega, vzvišenega. Kakor je čudovito, bom iz kmečkega primera dal, čudovito, če znaš koso sklepati, pa potem kositi. Ne pa samo nekaj mlatiti za nekim kolom ali nekim železom na koncu. Ja, gospod monsignor France Duler, kanonik in dekan, torej stolnega kapitelja v Novem mestu, res smo vam iz srca hvaležni za vse to dobro, kar ste do danes storili na vaši duhovniški poti. Naj vam Gospod še daje moči in vas poživlja, da morda dočakate še naslednji mašni jubilej, ne? In se takrat morda spet vidimo v našem studiu. Vse je v Božjih rokah, vendar vedno priporočam, potrebni smo Božje pomoči. Molite, bratje, da bi vam Božji kruh delile svete roke. No, Bogu hvala za toliko milosti, za toliko lepih doživeti, pa zlasti hvala za tolike velikodušne duše, ki so pripravljene se zares žrtvovati in pomagati, da duhovnik, kar ni strah pred tem, ko bo prišel v letih, kaj pa potem. Kakšna bo odgovornost? Ja. Iz srca hvala za vse in spet kdaj na našem programu. Ja. In tudi vam, drage gledalke in gledalci, hvala, da ste spremljali ta najin zanimiv pogovor s kanonikom, dekanom, monsignorjem Francetom Dulerjem.